Samo malček. Evo, to je prvi kongres ali dogodek, ko nam ni zmanjkalo elektrike. Da ne bi slučajno zdaj. In telefon so mi tudi zaplenili, tako da ne morem niti glasovati. Ampak, lahko vas pa prepričam. Ko se spomnim na ta prvi kongres pred volitvami in ko sem stal sicer na virtualnem odru, ker takrat smo imeli še COVID in vse to, in se spomnim, da nisem vedel, kako se staviti, ne kam se postaviti, ne kako spregovoriti dve besedi. Kar hočem povedati je, da tako kot ste bili vi novi, sem bil tudi jaz nov v ta svet. Ampak ena stvar, ki je bila takrat in je zdaj enaka. Takrat smo šli s srcem naprej in zdaj gremo s srcem naprej. In to je tisto, kar res šteje. Tisto, kar bi rad posebej poudaril pri vsej tej prehojeni poti, o kateri bo dosti že rečeno in bom poskušal čim manj ponavljati. Ampak prva stvar, ki mi pride na pamet je, ko smo ponosni. Ponos in upanje. Ponosni na prehojeno pot, ponosni na vse tisto, kar smo dosegli, vse tisto, kar smo sanjali in smo zastavili, vse tisto, kar smo tudi preprečili, da se ne dogaja, in tisto, za kar se vsak dan borimo. In jaz bi ob tej priložnosti takoj izkoristil to, da vas spremljam, vsakega posebej, kako se po svojih močeh bori. Se bori od vaške skupnosti, občinske skupnosti, parlamenta, vlade in stranke. Jaz žal ne morem vsakemu od vas se vsak dan sproti zahvaliti za vse, kar naredite. Zato bom izkoristil zdaj priložnost. Res, hvala vam za to, kar počnete, hvala vam, da to počnete s srcem in hvala vam, da bomo to skupaj počeli še naprej. Ker sem ponosen. Ne samo zato, ker nam je mar, ampak ker nam je mar za nekaj, kar ustvarjamo skupaj. Zato, ker vedno bojo obstajali različni pogledi in Svoboda, če po čem slovi po tem, da so različni pogledi spoštovani znotraj Svobode. Nikoli nikomur ne rečemo, ne smeš nečesa povedati. Vsak ima pravico do svojega mnenja in poslušamo ga. Ponosen sem pa, da potem na koncu najdemo skupno pot in to brez izjeme. In to nas dela tako strašno različne od vseh ostalih, ki so ali enoumni na začetku, ali pa nimajo skupne poti na koncu. Svoboda jo ima. In to je tisto, kar nas lahko navdaja z upanjem, ne samo za nazaj, kaj vse smo si upali, ampak z upanjem, kaj si še upamo. In takrat, ko smo se podali vsi skupaj na volitve, smo šli z zanosom. Zakaj z zanosom? Zato, ker nismo vedeli točno, kaj vse nas čaka. Vedeli smo pa, da tisto, kar imamo, ne želimo, da se ponovi. Zapomnili smo si, kaj je tisto, česar nočemo. In vedeli smo, da želimo živeti v svobodni državi. In upali smo si iti proti najmočnejšemu nasprotniku. In vsakega od nas sem prepričan, dobronamerni znanci prepričevali, naj ne hodi na to pot, ker je pretvegana, ker se ne bo izšlo, ker ste novinci. Ampak mi smo si upali. Tako kot si upajo naši športniki sanjati o tem, da so najboljši na svetu, smo tudi mi, in to je značilnost Slovencev, skromni navzven, ampak veliki v sanjah. In tudi mi, Svoboda, je bila natančno to. Nismo si pripisovali ne vem kakšnih nezaslug, nesposobnosti. Smo pa sanjali o svobodni Sloveniji. In te sanje smo zato, ker smo vedno si upali, tudi na koncu uresničili. In zato gre zahvala vsakemu od vas. In žal, ali pa na srečo, se življenje nadaljuje
In danes ni samo čas, ko gledamo, kaj vse je bilo narejeno, danes je čas, ko se sprašujemo, kaj bomo počeli naprej. Ni res, da gre za nov začetek, ne, gre za nadaljevanje. Ker zadeva, ki smo si jo mi upali pred 2 leti, je bila tudi ta, da smo rekli, lotili se bomo najtežjih sprememb. Tistih sprememb, ki ne bodo vidne v prvem mandatu, oziroma bojo vidni tisti manj prijetni deli, tisti deli, ki bojo zarezali v pravice obstoječe, tudi privilegije, marsikoga. Potem, ko bojo glavni rezultati vidni v naslednjih letih. Smo si upali, ker smo ves čas verjeli, da je to edina prava pot. In zato dosežki so temu tudi sledili. Ker, kako pravi tisto, da hrabre spremlja sreča. Tudi nas je, tudi malo smole bilo marsikdaj. Ampak na koncu nas je nagradila usoda s tem, da ker smo si upali, smo dosegli. In to je ena stvar, ki jo imamo v mislih pri vseh naslednjih korakih. Na nobeni točki ne smemo opustiti ne upanja, ne našega poguma. Ni važno, kako bo izgledalo ali kaj nas bojo prepričevali. Važno je, kaj verjamemo in kaj želimo doseči. In na tej poti moramo vztrajati. In ko govorimo o dosežkih, tam zunaj so mi rekli, da je en zid 15 metrov, kaj vse je bilo narejeno v 3 letih. Zdaj, dobro, da je bonifika velika, tako da, ko prijemo čez 4 leta nazaj, bo zid sicer ful daljši, a mislim, da bo še zmeri, pa bomo uspeli stlačiti noter. Ker bo dosežkov samo še več. Ampak ne samoumevnih. Do dosežkov pridemo samo takrat, ko pogumu, ko ponosu damo neustrašno in vztrajno delo. Še malo za hec. Moram priznati, da nimam pojma, kaj se dogaja za mojim hrbtom in poskušam nekako upravljati, ni nujno, da sem vedno uspešen. Zakaj je tako pomembno, da se danes, ker so dosežki bliže predstavljeni, vprašamo 2 stvari. Vprašamo se, zakaj nekaj počnemo, in drugo, kako se to pozna na življenju posameznika. Ti 2 vprašanji, zakaj, pa kako se bo poznalo, sta ključni. Ker če se bomo to ves čas spraševali, potem ni pomembno, koliko napak bomo naredili na poti, ker če jih ne bomo delali, že otroke učimo, so napake nekaj pozitivnega. Jaz učim moje otroke, napake so nekaj pozitivnega. Šolski sistem vpeljujemo prakso, napake so pozitivne, ker samo na napakah se lahko učimo in napredujemo. Politiki naj ne bi bile dovoljene. Figo. Mogoče niso bile do svobode. Mi smo si pa izborili pravico, da napake delamo. Zakaj? Zato, ker vemo, da jih moramo delati, če hočemo izpeljati spremembe. Ker se ne da spremeniti stanja, brez da ne poskusiš in se iz napak, če jih narediš, tudi kaj naučiš. To je tisto, kar nas dela drugačne. To je tisto, zakaj sem prepričan, da lahko Slovenijo peljemo naprej v boljšo prihodnost. Ker najbolj enostavne principe, v katere vsi verjamemo doma, prenašamo v celo družbo. Če so napake pri otrocih pozitivne, ko se z njih nekaj naučijo, bodimo še mi en velik vrtec, otroci, če hočete, ne zato, ker se bi igrali neodgovorno, zato, ker vemo, da se moramo iz napak naučiti. In smo se. Jaz bi danes rad predstavil v enem delu, kakšna je naša vizija. Kakšna je vizija za Slovenijo za naslednjih 5 let. Ker ni enaka temu, s čemer smo začeli. Ne more biti enaka. Danes je naša vizija zrela. Danes vemo, katere korake moramo še izpeljati do konca, ker so že začeti. Katere ukrepe moramo pripeljati v življenje, da bomo lahko govorili o tem, da smo zgradili sodobno in pravično družbo. In to je tisto, k čemur smo najbolj stremimo in k čemur smo najbolj zavezani. In en manjši detajl, preden grem naprej v vizijo, obstaja cel kup različnih raziskav,
takih in drugačnih. Ene so pozitivne za nas, ene so malo manj. Iz teh je vedno izstopala ena, ki se sliši na videz paradoksalna, da smo Slovenci med vsemi Evropejci med najbolj zadovoljnimi, na drugem mestu najbolj zadovoljnih ljudi. Seveda so pa vedno pol, kako je to možno, ko nam pa ne bi šlo vse slabo. Seveda nam ne gre vse slabo. Zato, ker Slovenci izhajamo iz tega, da smo skromni, kot sem povedal, in hkrati sanjamo. In to lahko počnemo v državi, ki je svobodna, odprta, socialna in varna. In to je najboljši pokazatelj resničnega počutja vsakega posameznika. Ali je zadovoljen s svojim življenjem. Kako jaz vem, da je ta raziskava kredibilna? Zato, ker je ta isti vir povedal, da sicer z vlado niso zadovoljni, ampak z življenjem pa so. Pa to je meni v redu. Pa mi nismo tukaj zato, da bodo ljudje zadovoljni z nami. Mi smo tle zato, da so ljudje zadovoljni s svojim življenjem. Mi smo tukaj zato, da bodo bodoče generacije zadovoljne s svojim življenjem. In vizija, če hočemo imeti tako državo, sodobno, pravično, solidarno, imamo 4 stebre. Ampak vse se začne in vse se konča na socialni državi, na socialni pravičnosti. Jaz bi rad povedal zgodbo. Takoj po volitvah sem še živel v Sokanu, v enem takem manjšem kletnem stanovanju, in vsakič, ko sem imel vikend, sem sedel na soncu na klopci pred stanovanjem. In tam so hodili ljudje mimo po volitvah. In ljudje so takrat, ko so videli, da jaz sedim na klopci, so se ustavljali. Največ jih je bilo upokojencev. Vse je logično, če sem sedel tam med cajtom, ko bi se drugi kaj športali, kaj take, jaz sem pa sedel na klopci, po upokojensko malo. In glavna stvar, ki sem se jo takrat naučil in ki jo prenašam naprej, so rekli, saj mi nočemo dosti, bi radi samo mirno in dostojno živeli. In to je tisti podstat, ki si ga vsi mi pri sebi želimo, sicer ga mogoče ne izražamo vsak dan, ampak v resnici to je tisto, mirno in dostojno življenje. Imamo različna obdobja v življenju, enkrat smo bolj hitri, enkrat imamo otroke, enkrat smo starejši, enkrat smo karkoli bolani. Mirno in dostojno. In vsi ukrepi, ki jih pogledamo, so usmerjeni v to, kako bomo našli uravnoteženo, mirno in dostojno življenje. In meni je strašno žal, ali pa tudi ne, da je pot do tja vse ena sama. Ni skozi povečevanje zasebnega interesa v javnem sektorju. Ni. Zasebni interes je legitimen, ampak v resnici v javnem sektorju ne izpolnjuje osnovnega poslanstva, da bo skrbel za mirno in dostojno življenje vseh nas. Ker zasebni interes je dobiček. Nič narobe v gospodarstvu. V javnem sektorju je pa dokazano poskrbel za to, da nam je začel propadati. In tega smo se lotili od prvega dne. Ko smo napovedali prvič reformo v zdravstvu, ki spada v javni sektor, smo se lotili na točki, ki je bila točno ta. Kako bomo razmejili in izločili negativne in škodljive vplive zasebnega v javni mreži. Kako bomo preprečili, da te ne bo zdravnik, kateremu po dolgih mukah prideš, bolan, ti povedal, da sicer nima časa, da bi te sprejel, razen če prijete k njemu v zasebno ambulanto. Take krivice so bila glavni motiv, da smo se lotili iz javnega zdravstvenega sistema izganjati zasebni interes. Niti ne kapital, saj ni bilo kapitala, samo interes. Samo interes, ki ni povzročal ljudem, ki je ljudem povzročil nove krivice in jih ni skrbel ne njihovo zdravje, še manj pa skupno dobro. In točno to je tisto, kar moramo pripeljati, ne do konca. Saj smo že speljali, zakon je sprejet, podzakonski akti tudi. Sprejeta je sistem financiranja. Ampak pripeljati moramo do točke, ki bo nepovratna. Zato potrebujemo še vsaj 2 leti trdega dela na zdravstvu, da bo sistem toliko okrepljen navznoter, da ta zasebni interes sploh ne bo več mogel najti opore znotraj zdravstva. To je tipičen primer, kaj hočemo doseči v naslednjih letih.
Ne gre toliko za novo vizijo, kot za logičen zaključek korakov, ki so bili začeti v tem mandatu in jih v naslednjem pripeljemo do konca. Še bolj izrazito se to vidi na področju starejših. Jaz sem prepričan, da smo vsi mi, pa prej ali slej bomo vsi mi starejši. Saj se staramo, saj tle se ne da ustaviti. Vsi si želimo isto. Dostojno, pridem nazaj, dostojno starost. Dostojna starost pomeni dvoje. Da imamo dostojne pokojnine, ki so finančno vzdržne, in pokojnine so v tem mandatu, hočeš nočeš, v resnici zelo realno zrasle. Zrasle so več od inflacije, bom zelo direkten. In rasle bojo tudi še naprej hitreje od inflacije. Realna rast pokojnin je ena od stvari. Ni pa to dovolj. Pa še božičnico bomo zdaj s pokojninsko reformo prvič pripeljali tudi med upokojence, da ne bo nesporazuma. Prvič. Ampak jaz sem prepričan, da je za vse nas, tudi zame, ko pomislim, kaj se mi lahko zgodi v starosti, bolj pomembno, da želim imeti dostojno starost, da nisem breme. Noben od nas si ne želi biti breme, še najmanj za svoje otroke. In dolgotrajna oskrba, o kateri se dosti govori, ampak ne v pozitivnem smislu, je največji civilizacijski dosežek te vlade, ker bo poskrbela za tiste starostnike, ki sami sicer ne bi mogli poskrbeti. Tiste, ki so danes prepuščeni dobesedno, da v domačih stanovanjih ležijo, prepuščeni sami sebi, dokler dober sosed ne pokliče rešilnega avtomobila. Tudi jaz sem imel tako sosedo in žal se ni dobro končalo zanjo. Umrla je doma. Ker takrat, pustimo dediče, ki so pol pretekli, ko je bilo treba deliti, prej pa jih ni bilo, ko je ona umirala, ker hočemo vsi mi, da je sistem tisti, ki bo poskrbel, da takrat, ko mi, ali če ne bomo mogli, ali ko ne bomo mogli poskrbeti za nas, je naša penzija dovolj. To je ključno. Minimalna pokojnina mora zadoščati za standardno oskrbo v domovih za starejše. Tega ni bilo še nikoli. To bo prvič z letošnjim letom. Prvič v zgodovini Slovenije. In vsi mi si mislimo, da je strošek 1% velik za to. Ni. Prihranki bojo šli v stotinah evra mesečno za tiste, ki pomoč potrebujejo. Ni nam težko dati zavarovanje za avto, težko nam je dati zavarovanje, da če bomo nepokretni, da bojo poskrbeli za nas. Meni čisto nič. Jaz bi dal še več. Jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, ki imajo danes starše, ki so čez noč, prej so bili vitalni, pride bolezen, čez noč se spremenijo v nekoga, ki ne more skrbeti zase. Hodijo od Poncija do Pilata, da jih spravijo v dom. Cene niso 800 evrov, v privatnih so 1500, 1700. A mislite, da dobro poskrbijo za njih? Ne, začnejo se izgovarjati, da nimajo osebja, privatni. Zato si vsi želijo danes priti v javne domove, ki so pa polni. Ker je neka druga vlada raje gradila zasebne, dajala koncesije, ki se danes ne uresničujejo, ampak pustimo kritike za nazaj. Ključno je, da bomo poskrbeli, da si bo lahko vsak privoščil. In tisti, ki bo želel ostati doma, ker tudi taki bojo med nami, zakaj pa ne, bo lahko prvič njegov zakonec, ki že danes vsi skrbijo za svoje, bo končno dobil za to celo plačilo. Država bo plačala upokojence, ki skrbijo za svoje zakonce, za to družbeno koristno delo. Prvič bojo dobili finančno nadomestilo. Danes se moral znajti vsak sam, to po možnosti delati. In to dostojanstvo naših dedkov, babic, staršev, na koncu tudi nas, ko pridemo do tja, je tisto, kar hočemo omogočiti Slovenkam in Slovencem za vedno. Zato uvajamo tako dolgotrajno oskrbo. In kdorkoli danes sebično misli, da njega pa starost ne bo doletela, tudi njegovih staršev ni doletela, verjetno zato, ker se z njimi ne druži, je pač samo sebičen. Večina Slovencev in Slovenk pa želi živeti v
nesebični in solidarni družbi. In Svoboda je garant, da bo tako tudi ostalo. V tem javnem sektorju, ki ni samo zdravstveni, ni samo pokojninski, je še socialni, je šolski, bi lahko govorili še in še. In veste, kaj je ena od zgodb, ki jih priznam, nisem vedel vsega, saj sem povedal, da nisem vedel vsega, pa ki sem se jo naučil ta teden. Na področju mladoletnikov. To je tisto področje, ki se vsi bojimo, da se bo nekoč nekaj zgodilo v Sloveniji, hkrati pa najraje ne bi nič naredili, da ne bi bili krivi. Na področju mladoletnikov obstaja cela mreža različnih organizacij, ki vsaka za sebe dela dobro. Tudi se predano izvaja poslanstvo. Ampak nihče do zdaj ni pomislil, da bi to mrežo povezal. In včeraj smo prvič povezali to mrežo v obliki fokalne skupine za mladoletnike z nevarnim obnašanjem. Prvič v zgodovini države se nekdo spomni, da smo jo povezali. Zato, da bomo poskrbeli, da noben mladoletnik ne pade skozi, ko začne izkazovati. Ker vsi imamo take otroke, ki se jim to lahko zgodi. Ne samo v Beogradu ali v Avstriji. Vsi jih imamo, tudi v Sloveniji. Naša dolžnost je, da pomagamo staršem, tudi starši morajo prevzeti svoj del odgovornosti, kot država, da ko jo prevzame odgovornost in priskočimo na pomoč. To je tisto mirno in dostojno življenje. In ne, to ne pomeni, da se ne bojo dogajale hude stvari, vedno se bojo. In mi nismo tukaj zato, da bi preprečili vse hudo, kar se lahko zgodi v svetu, ker ne moremo. Smo pa tukaj zato, da če se zgodi karkoli hudega, bomo lahko rekli, naredili smo vse, kar je v naši moči, nismo si zatiskali oči, nismo gledali stran. Naredili smo vse, da takih primerov ni več in da se znamo na take primere in take nesreče hitro in učinkovito odzvati. In to je tisto, zakaj krepimo javno mrežo. In da ne bom pozabil, Klemen je to prej lepo povedal, ko je naštel koliko ljudi. Skoraj 20% vseh zaposlenih dela v javnem sektorju. Večina teh je, kot ste prej slišali, v resnici v šolstvu. To so tisti, ki jim mi zaupamo svoje otroke in smo prepričani, da mora priti otrok nazaj boljši, popoldne, ko je šel zjutraj tja. Ker se je bil tam, se ga mora vzgajati, ne samo naučiti. Vse se na koncu začne tudi pri tem, kako njim izkazujemo spoštovanje. Če mi mislimo, da ljudem ne bomo izkazovali spoštovanja, potem boljše, da ne pričakujemo, da bojo oni namesto nas uresničevali naše sanje, kakšni naj bojo naši otroci. In zato je plačna reforma, gre počasi, gre po korakih. Prvi korak je bil narejen, naslednji bo čez 2 meseca. Plačna reforma tako pomembna, da pokažemo spoštovanje, da nagradimo obstoječe kadre, pritegnemo nove. In zato uvajamo letos prvič božičnico tudi za javni sektor. Prvič v zgodovini. Nikoli do zdaj niso imeli. In meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki jamrajo, kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila, no države ne bo uničila. In dokler je Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila. Zato, ker je to tisto, kar edino lahko vleče naprej. Slovenija je, slovenski narod, skozi zgodovino bil izrazito odprt. Če smo mi majhna in odprta ekonomija, sta ena sama stvar. Mi nimamo nekih velikih rudnih bogastev v državi. Ena sama stvar je tista, zaradi katere lahko prosperiramo v globalnem svetu. To je naše znanje. Nič drugega kot znanje. Zaradi tega smo od prvega dne mandata 2 stvari smo govorili, to se pa dobro spomnim. Zdravstvo je prva prioriteta in povečali bomo vlaganja v znanje, v znanost in razvoj. Od prvega dne mandata smo sicer malo manj stran od oči žarometov medijskih izvajali kompletno preobrazbo cele verige znanja. Ta preobrazba je zdaj zaključena. Začne se v vrtcu. Preobrazba se ne začne na koncu faksa. Začne se v vrtcu, zakon o vrtcih bo vsak cajt v parlamentu. Gre skozi osnovno šolo, oba zakona sta že sprejeta. Gre skozi visoke šole, vsi zakoni so že sprejeti.
Raziskave, znanost, vse sprejeto. In inovacije. Cela veriga je zakonsko spremenjena v 3 letih in pol. Vsa ta sprememba ima 2 namena. Prvi namen je, da naredimo tiste nujne in pomembne spremembe, da veriga deluje kot celota. Da ni samo en posamičen člen, ki dela, drugi pa ne. Zakaj je ta veriga, ki ustvarja novo znanje, pomembna? Jaz bom odpovedal na konkretnem primeru. Ko se je švicarski Sandoz odločal, kam bo on preselil kompletno proizvodnjo, kompletno, od razvoja do prodaje biopodobnih zdravil. To so biološka zdravila, najbolj napredna veja v farmaciji. Oni so se odločili, kam bi jo dali. In so se odločili najprej 1 fabrika, 2 fabrika, 3. 3 obrate so gradijo v zadnjih 2 letih. Zakaj Slovenija? So rekli, zato ker imate tako dober podporni ekosistem v kreiranju znanja na tem področju, da ste med najboljšimi na svetu. Zato mi stavimo na Slovenijo. Zaradi vas, zaradi ljudi, ki znajo. Zato so se oni odločili. In ker vidimo, da nadaljujete, ne samo da držite vlaganja v znanost in šolstvo na istem nivoju, ampak jih krepite. In enako kot je prej Klemen povedal, sem ponosen, da smo samo v 4 letih podvojili krat 2 znesek denarja, ki ga dajemo v ustvarjanje znanja in v inovativnost družbe. Samo inovativnost bo pripeljala do dobrih delovnih mest. Nič drugega ne more pripeljati kot inovativnost. Vse ostalo je larifari. In zato vlagamo v ta del, ki se mu reče znanje, napredne tehnologije in tudi umetna inteligenca. In da boste razumeli, kako so te stvari pomembne, ne samo zato, ker smo ena od redkih evropskih držav, ki je dobila ki je vključena v evropsko mrežo superračunalnikov in gradimo z evropskim denarjem, z dosti evropskega denarja v Mariboru, najsodobnejši podatkovni center, superračunalnikov in še tovarno umetne inteligence zraven, ni samo infrastruktura. Na tej infrastrukturi bomo lahko povezali, in smo zelo blizu tega, kar zdaj govorim, da se začne uresničevati, povezali naše vesoljske. A veste, da imamo že 4 satelite Slovenija? Ne veste, ne? Jaz to nisem vedel. 4 satelite imamo in ti sateliti so med najnaprednejšimi na svetu. Ne samo, da jih bomo imeli več. Podatki, ki jih dobivamo iz vesolja, jih ne moreš pridobiti nikjer na Zemlji. In ko te podatke obdelaš s superračunalnikom in umetno inteligenco, dobiš informacije, ki so za Slovenijo, še bolj pa za nekatere druge države na svetu, neprecenljivega pomena. Kadarkoli se srečam s katerimkoli predstavnikom iz mediteranske Afrike, ali Alžirija ali Egipt, ko se s Indijo, veste, kaj me vsi sprašujejo? Kdaj bo vaš ekosistem za upravljanje z vodami pripravljen, da se lahko mi vanj vključimo? Cel svet čaka, kdaj bo naša tovarna umetne inteligence začela obdelovati satelitske posnetke, zato da bomo lahko upravljali z vodami in da bomo lahko pomagali v resnici celemu svetu. To je nekaj, kar je nepredstavljivo in prvi 2 leti so se temu, sploh v parlamentu, malo kdorkoli že, posmehovali. Zdaj so utihnili. Svet se niti za sekundo ni posmehoval tem načrtom. Svet pa čaka, kdaj jih bomo uresničili. Da bojo lahko imeli tudi oni koristi od našega znanja. Saj bomo imeli tudi mi visoko plačana delovna mesta. In občutek, da smo naredili nekaj dobrega. Ne samo za Slovenijo, ampak za cel svet. To je tisto, kar ti omogoča, ko imaš znanje. In zato bo znanje ves čas, tudi pri proračunskih, tukaj se s finančnimi ministra nima nobenih dilem, ena od prioritet zdaj in tudi za naprej. In ko imamo delujočo socialno državo, pravično državo, ko imamo znanje, takrat smo pripravljeni, da zadovoljni ljudje vstopimo v ustvarjanje nove vrednosti v gospodarstvu. In mi se dostikrat sprašujemo in sploh, ko poslušamo različne gospodarstvenike, a smo res na pravi poti ali nismo,
Pa malo prespimo in si postavimo zelo enostavni dve tezi. Kaj je tisto, kar želimo doseči z gospodarskimi in finančnimi politikami? A je res gospodarstvo namenjeno samo temu, da tisti, ki je lastnik kapitala, ima čim večji dobiček in povečuje svoj kapital do onemoglosti, dokler se mu ne na koncu odpelje, tako kot enemu od najbogatejšemu zemljanu na oni strani oceana? A je to res edini namen gospodarstva? Ali je namen gospodarstva ta, da enakomerno, uravnoteženo razvijamo celotno družbo? Jaz verjamem v ta drugi koncept. In ravno ta uravnoteženost je tisto, da po nobenem od parametrov ne smeš preveč ven štrleti, ker potem nisi uravnotežen. In zato ves čas dobesedno žongliramo med zmernim gospodarskim razvojem, med zmerno inflacijo, med visoko zaposlenostjo, med realno rastjo plač, ker in plače in pokojnine zadnja leta realno rastejo, oboje, in med tem, da to ne počnemo na račun bodočih rodov. Ne povečujemo javnega dolga, ne povečujemo proračunski primanjkljaj preko naših sposobnosti, ampak to počnemo z zmernim zadolževanjem in relativnim nižanjem finančnega dolga. Zakaj? Tako kot ste prej slišali, takrat, ko imamo zares uravnoteženo fiskalno politiko in makroekonomsko sliko, takrat celo denar dobimo ceneje. Takrat to je dejanska posledica, zakaj so te ocene bonitetnih skupin tako pomembne. Ker to pomeni, da dejansko privarčujemo denar na obrestih, ko se zadolžimo. In lažje dobimo nov denar za sveže investicije. Na ta način, ko imamo stabilno, uravnoteženo makroekonomsko okolje, takrat lahko govorimo, da bomo tudi dosegli posamične uspehe. Ja, in te uspehi so. In ni samo farmacija. V farmaciji smo res, jaz dostikrat rečem, da smo v farmaciji uspeli ustvariti malo Švico. Jaz sem imel ta teden intervju z švicarskim novinarjem, prišel v Slovenijo se pozanimati o fenomenu male Švice. Kako je možno, da ne samo, da je Švica naš tretji največji trgovinski partner, da je Švica naš največji, Slovenija je postala tretji največji trgovinski partner Švice. Nepredstavljivo. Za njih nepredstavljivo. Kako je možno, da ta naš ekosistem, ki ne bi bil tako neprijazen do slovenskih podjetnikov, pa seveda ni, samo moderno je jamrati v enih sektorjih, kako je možno, da ta naš ekosistem pritegne na področju farmacije najboljše na svetu, v Evropi, da pridejo delati in ustvarjati k nam. In to sploh ni vse. V Novem mestu, v Revozu, jaz sem bil zdaj tam ta teden, sem se na lastne oči prepričal, sem že videl nov električni Twingo. To je edina tovarna, ki bo proizvajala električne Twinge. V Revozu imamo ekskluzivo. Edini smo v Evropi, razen Francije, kjer sploh Renault načrtuje svojo električno prihodnost. Ni drugih. In ko se sprašujejo ljudje, kako, dva elementa. Prvega sem že povedal, znanje, ekosistem, predani ljudje, ki radi grejo v službo, ker so zadovoljni s svojim življenjem, to je prvi. In ta drugi, manj viden, eni bi rekli banalen. Veste, kaj pravijo oni? Takrat, ko vemo, da imamo telefonsko številko od predsednika vlade in bo naredil vse, da bo investicija zalaufala, tja se bomo odločili, da gremo. In jo imajo mojo številko. In zato so v Sloveniji. Ker takrat, ko so se morali dokončno odločiti, so se odločili, ali verjamejo v Slovenijo kot celoto. Od prvega zaposlenega do najvišjega. In to je najboljši izkaz zaupanja, ki nam jo tujci pokažejo lahko. Jaz sem prepričan, da bo Slovenija na gospodarskem področju
v naslednjih letih pokazala vse rezultate teh vlaganj, ki danes potekajo. Tudi na ta način, da bojo plače višje, ker bo višja dodana vrednost in da bomo konkurenčno še bolj uspešni. In res je, in od tega pa ne bom nikoli odstopil, vsak od nas, začne se pri meni, lahko pri tem pomaga. Sam lahko največ pomagam pri tem, kako mednarodno predstavljam državo, nekdo drugi lahko pri sprejemanju zakonov, tretji pri ukrepih. Vsi mi lahko pomagamo. In eno stvar, ki sem se je naučil, pomagati moramo tistim, ki se jih v prvi rundi njihovega glasu ne sliši. Ker tisti, ki je najbolj glasen, tisti običajno ne potrebuje pomoči, ampak se samo bori za svoj lastni interes. Da vse to lahko deluje, pa ne smemo nikoli pozabiti na to, v kakšnem svetu živimo. V svetu, žal, kjer razmere z leta v leto, tudi moja generacija je bila mogoče nekoč pred desetletji uspavana, ker je vse izgledalo lepo. Vojen ni bilo nikjer, nikoli več jih ne bo, mednarodni red deluje, naravne nesreče so nekaj, kar se v Sloveniji ne bo dogajalo, ker smo majhni, skriti pod Alpami. Figo. Vse to smo preizkusili točno v tem mandatu. Ko smo začeli, je bil največji požar v zgodovini Slovenije. In hvala Bogu, imamo fantastično civilno zaščito, fantastične gasilce in so se borili od prvega dne. Hvala Bogu. In velik poklon. Ampak včasih srce ni dovolj. Srce brez ustrezne opreme ni bilo dovolj. Žal. Zato smo bili odvisni od sosednjih držav, da nam pošiljajo letala, in šele ko smo dobili letala iz sosednjih držav, so naši srčni gasilci lahko požar zaustavili. Kako je možno, da tega nihče na to tudi pomislil ni pred nami? Ko se je lani ponovno na isti lokaciji požar samo začel, je bila tehnika, so bila letala, ki smo jih nabavili v tej vladi, tista, ki so poskrbela, da je srce lahko delalo zelo hitro, ker mu je tehnika pomagala. Hitro in odločno odzivanje na naravne katastrofe je tisto, kar moramo vzpostaviti in krepiti vsak dan. In to počnemo. Ne samo na požarih. Enak je bil odziv na poplavah. Slovenci smo sami pri sebi najbolj ponosni takrat, ko smo lahko solidarni, ko lahko pomagamo bližnjemu. In takrat je cela Slovenija stopila skupaj. In takrat smo se odzvali na način, ki je presenetil celo Evropo. Če je ne bi presenetil, ne bi nam poslali največ denarja kadarkoli, komurkoli, da nam pomagajo, ker so videli, da bo denar končal v pravih rokah in da bo šel za pravi namen. In je tudi šel. In posledice poplav danes, po 2 letih, so skoraj že nevidne. Za razliko od kakšne druge države, ki če greste, vam bojo vsi jamrali, kako, in tudi prepričali se boste s svojimi očeh, pa so bolj razvite od nas, kako pri njih sistem solidarnosti zataji. V Sloveniji smo in bomo poskrbeli. Sistem solidarnosti po nesrečah ne bo zatajil nikoli. Zato za nas, tudi ko se pogovarjamo, ker je naslednja točka obramba, tudi ko se pogovarjamo o varnosti in obrambi, jo vidimo bistveno širše. Jaz ne verjamem, da lahko govorimo o obrambi, če ne vključimo vanjo vsakega človeka in če ne vključimo vanjo tudi odpornost na naravne nesreče, ker te bojo bolj pogoste, kot to, da bomo imeli opravka s vojaškimi posegi v Sloveniji. In zato si prizadevamo in bomo vztrajali, da bojo vsi izdatki, ki bojo šli za obrambo in varnost in odpornost, primarno usmerjeni v to, da bomo imeli koristi od njih tudi in predvsem v mirnem času. Ker hočemo v resnici dejansko živeti v mirnem času.
Ampak žal, živimo v svetu, ki je res grozen. Res je grozen. In odziv tudi Evrope, večine Evrope, dajmo kupiti še več orožja. Jaz ne verjamem v njega. Jaz ne verjamem, da samo s tem, ko bomo kupovali več orožja, bomo dosegli naš cilj in to je mir. To ne more delovati. In zato kot mala, ampak zelo proaktivna država, verjamemo, da je pot do miru samo ena. Mora iti skozi diplomatske kanale, moramo povrniti spet nazaj mednarodni red in mir. Mednarodno pravo mora biti spoštovano. To je edini garant. Edini garant za to, da ne bomo v bodoče priča novim vojnam. Zato se zavzemamo, za vse, kar se zavzemamo v zunanji politiki, smo neizmerno aktivni, zato počnemo, kar počnemo, tudi v relaciji do Izraela, ne ker bi sovražili izraelski narod, ne, ampak ta njihova vlada je pa nekaj, kar je najslabše, kar se Izraelcem lahko zgodilo. In mogoče si sami ne znajo pomagati, prav je pa, da jim mi in cel svet to povemo čim bolj na glas. In pri iskanju poti do miru, pri iskanju poti do pravice, je naloga držav, kot je Slovenija, pogumnih, mogoče majhnih po velikosti, pa velikih po srcu, da kaže drugim pot. In jo kažemo, verjamte mi. Zelo jo kažemo. Ne samo, da smo bili v prvi skupini držav, ki je priznala Palestino, ne samo, da smo bili med prvimi, ki smo uvedli embargo na orožje, da zdaj so nam končno začeli drugi slediti. V teh dneh, najverjetneje jutri, bo ena velika skupina držav od Francije do Avstralije končno priznala Palestino. Leto in pol za nami, ampak končno. Mi smo pa ves ta čas pritiskali na njih ob vsaki priložnosti. Naredite ta korak, naredite ta korak. In zdaj ga bojo končno naredili. Zato spraševanje, kam Slovenija rine, zakaj se mora s tem ukvarjati? Ravno zato se moramo mi s tem ukvarjati, ker sicer se veliki ne bojo. In se bomo še naprej ukvarjali. In ta teden, ko je bil pri meni predsednik sindikata palestinskih novinarjev, je bil zelo jasen. Neizmerno cenimo Slovenijo, jo spoštujemo ravno zato, ker kaže velikim pot. In začeli ste dosegati prave rezultate. Njihove besede. Besede od človeka, ki neposredno vsak dan lahko gleda smrt in razdejanje v svojih domačih krajih. In ko sem včeraj me poklical generalni sekretar Združenih narodov, Guterres, in sva govorila točno o tem, veste, s katerimi besedami je začel? Rekel je, prijatelj moj, živimo v strašnih časih, ampak imam pa eno zadoščenje, da jaz in ti sva na pravi strani zgodovine. In to je tisto, kar največ šteje. In jaz res verjamem, da edino na ta način, ko bomo vedno na pravi strani zgodovine, lahko omogočimo ne samo sedaj Sloveniji, ampak tudi za naprej, ne samo ugled, ampak predvsem mir in boljšo prihodnost. In to je tisto, za kar je vredno delovati naprej. Sem še skoraj pri koncu. Ja, za nami je bilo eno obdobje preizkušenj, kot da bi nas zunanji svet ali pa usoda ali pa najvišji ali pa nekdo poskušal izzivati, pa da vidi, ali smo dejansko sposobni za nalogo in za odgovornost, ki smo si jo naprtili. In ja, ta čas je pokazal točno to. Da smo nezmotljivi, nikakor. Smo zmotljivi,
Da se bojimo napak? Nikoli. Da smo pripravljeni se soočiti z največjimi izzivi, z najhujšimi težavami, odločno, hitro, solidarno, povezljivo, da povežemo čim več ljudi, vključimo vse najboljše, kar imamo. Ja. In ravno to, da znamo delovati med seboj skupaj in spoštljivo, tudi takrat, ko imamo drugačne poglede, pa kdo naredi napako. To je tisto, zaradi česar smo te preizkušnje tudi prestali in jih premagali. Jaz se spomnim, že 6 mesecev po volitvah so začeli nažigati po medijih, kdaj boste odstopili, ali bodo predčasne volitve, ali bo ne vem kaj. Vsaki mesec isto vprašanje. Jaz, če grem danes na televizijo, me bo isto vprašali, ali bodo predčasne volitve. Jaz razen, da jim vedno odgovorim isto, ne morem. Pa ne zaradi tega, ker se ne bi hoteli mi umakniti, zaradi tega, ker delamo prave stvari na pravi način in ker imamo zaupanje ljudi. Res pa je, da je sicer Slovenija zdaj ena taka prijetna oaza miru, v kateri živijo zadovoljni ljudje, hkrati to ni niti približno samoumevno. Človek pogleda že v bližnjo soseščino, ne samo Evropo, in ko vidi porast desnega populizma, mora biti zaskrbljen. Desni populizem je trend ne zato, ker bi bili ljudje nezadovoljni. Desni populizem je trend zato, ker smo mi preveč pasivni. In zato je na vsakemu od nas, da to pasivnost da v predal, da se aktivira s ponosom in z vero. Da ve, zakaj je ponosen, ve, zakaj zagovarja drugačno prihodnost od te, ki jo ponujajo, in gre med ljudi. Ker desni populisti vedno obljubljajo stvari, ki jih nikoli ne uresničijo, so pa simpatične. 3-krat so bili na oblasti, nikoli niso uresničili nič od obljubljenega, so pa vedno dosegli 3 stvari. Finančno so opustošili državo, vedno. Skrehali so ljudi med seboj, ponesli dobesedno jezo med ljudi in poteptali so vse človeške pravice. Rezultat vseh 3 njihovih eksperimentov je bil enak. Jaz mislim, da je naša dolžnost, da 4. preprečimo. Ne samo zdaj, zavedno. Čem smo najbolj različni? Da naša politika se ukvarja s tem, na kakšen način bo posegla v življenje posameznika. Kako bomo vsakemu posamezniku pomagali, ko bo potreboval pomoč, jo bo dobil. In da bomo ustvarili pogoje, v katerih bo lahko vsak posameznik svoj potencial odklenil do najboljšega. Da bo lahko odrasel samozavestno osebo, ki bo poznala svoje mesto v svetu in ki bo lahko uresničila svoje poslanstvo. In te poti nikoli niso simpatične, ker niso enostavne. Vsi vemo, kako težko je odrasti v osebo, ki bo samozavestna, ki bo verjela v svoje poslanstvo in ki bo imela znanje za to. To ni nekaj, kar ti lahko nekdo tretji obljubi. To je nekaj, kar lahko sam pri sebi, ob pomoči okolja, zgradiš. Noben populizem ne bo tega obljubljal, da boste vi kaj sami naredili. Mi smo pa tisti, ki pa obljubljamo to, da bomo vse naše znanje v svoj čas in v svoj trud dali na razpolago drugim, da jim bomo pomagali, da odrastejo take osebe, kot želimo, da so. Ker samo na ta način bomo lahko državo pripeljali tja, kamor hočemo. In jaz verjamem, da je to tudi edina stvar, za katero se v politiki vredno boriti. In zdaj vas vprašam, se boste borili z mano? Se boste borili za svobodo?
Se boste borili za Slovenijo. Naprej, Slovenija!